ki bo potreben, da zlato res povleče čez $2000, se pravi, da imamo izraziti trend mogoče proti 2200, potem mogoče manjši retest, pa potem nov all-time high. Se pravi, to bi pomenilo, da je zlato v izrazitem rastočem trendu praktično v vseh svetovnih valutah, kar pomeni, da praktično ni nobenega all-time higha, ki bi deloval kot neki sell pressure, ne? Ker ko vidimo, ko trg prebija all-time high, še posebej na multi-year time frame, to pomeni, da praktično vsi trgovalni mehanizmi in kratkoročni in dolgoročni začnejo kupovati določene finančne instrumente, ki so vezane na zlato, ne? Tako da jaz nekako tole pričakujem. Z našimi vlagatelji že dlje časa čakamo, da se končno rudarji plemenitih kovin ne samo prebudijo, ampak da dejansko pridejo do tega mean reversiona, se pravi, ki so bili takrat, ko je zlato bilo na nivojih, kot je danes, ne? Se pravi, vemo, da rudarji plemenitih kovin z trenutnih nivojev, glede na to, kje je zlato, bi mogli narediti skoraj 4-kratnik, ne? Da se vrne, ampak zdaj, če gremo postopoma, če gremo počasi korak po korak, zdaj v bistvu prvi ta nivo rasti, kjer bi se rast lahko konsolidirala, potem bi bila nekje tukaj.